Lepo pozdravljeni. Ob 8. marcu smo k pogovoru povabili direktorico Doma starejših občanov Krško, Nušo Masnik. Kako dan žena obeležujejo v domu, kjer prevladujejo ženske, in kako danes gledajo nanj, pa tudi kako ga doživlja sama. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Zadnji 2 leti sta bili za stanovalce domov upokojencev izjemno zahtevni, izjemno težki. Kakšno je trenutno stanje v domu upokojencev oziroma domu starejših občanov Krško? Je čutiti negotovost? Trenutno stanje, če me sprašujete po zdravju naših stanovalcev, je dobro. Trenutno imamo eno stanovalko, ki je obolela s covidom, sicer pa smo 5. val prešli dobro. Vsega skupaj smo imeli 14 obolelih stanovalcev, od tega je eden dobil in prebolel covid v bolnišnici. Ko pa se oziram nazaj na zadnji 2 leti, se mi sedaj skupaj z mojimi sodelavci niti ne zdi več tako grozno, kot se nam je zdelo pred 2 leti. Smatram, da se človek vsemu prilagodi. Na začetku smo bili presenečeni nad tem, da sploh ta bolezen je, nad tem, kakšni ukrepi so potrebni, da jih kljubujemo. Potem pa smo se prilagajali, prilagodili smo se mi, prilagodili so se stanovalci, prilagodili so se svojci in nekako nam je šlo. Na tem mestu bi se želela edino zahvaliti vsem, ki v tem času niso pozabili na nas, četudi so bila vrata včasih zaprta. Na vse tiste, ki so nam pomagali z donacijami, prispevki, včasih z rožami, včasih s piškoti. Mnogi med njimi so želeli ostati anonimni in vse to nam zelo veliko pomeni, ne zaradi materialnih dobrin in te pomoči, ampak zato, ker nam daje to slutiti, da delamo dobro, da delamo prav in da delamo tisto, kar je potrebno. No, danes je 8. marec. Kako ga obeležujete pri vas? Danes je 8. marec in praznujemo zaposleni in praznujejo stanovalci in tudi stanovalke in tudi stanovalci, ki jutri praznujejo 40 mučenikov. Ob 10:30 so se vsi stanovalci, ki to zmorejo, zbrali v jedilnici. Njihovi sostanovalci so skupaj z našimi zaposlenimi pripravili krajši kulturni program, tudi to zmoremo. Zapeli so nekaj pesmi, pogovor je tekel o ljubezni, o materah, o očetih, o vsem tem, kar so na svoji življenjski poti že preživeli in česar se radi spominjajo. Danes je pač dan za lepe spomine. Tako da poskušamo narediti praznik. Posladkali jih bomo z sladico in potem še kosilo praznično, to, kar imajo oni radi. Danes je pohano in potem še mafini, tako da mislimo, da bodo imeli lep praznik. Ste v organizacijo praznovanja vpeti vsi zaposleni? Skoraj. Skoraj vsi zaposleni, od kuhinje do vseh zaposlenih, ki delajo neposredno z ljudmi, tako da res se trudimo, da je ta dan posvečen stanovalkam in stanovalcem in da smo na razpolago njim in njihovim potrebam. In kaj takšna druženja pomenijo stanovalcem? No, vemo, zdaj v zadnjih 2 letih je bila situacija nekoliko drugačna, ne? Tega si niste niti mogli privoščiti. Letos je malo lažje, ker so tudi obiski sproščeni, tako da mnogi med stanovalci imajo že od vikenda naprej obiske. Vidimo, da prihajajo svojci z rožicami, s kakšnim posladkom. Vsekakor pa je tudi za tiste, ki mogoče nimajo na ta dan obiska, s takšnim praznovanjem obeležen dan tako, da se tudi sami čutijo res pomembnejše, da se spomnijo, da so ženske, da imajo za sabo neko življenjsko pot, ki je vredna spoštovanja. Zato pa predlagam, da v nadaljevanju pogledamo nekaj izjav vaših stanovalcev, kako praznujejo dan žena, kako so ga nekoč in kako danes gledajo na ta praznik. Vam rečem, da lepo skrbijo za nas. Za vsaki praznik, za vsake kakšne prireditve. Vedno kaj naštimajo, tako da je veselo in označijo ta dan. Zaznamujejo ta dan. Če si med ljudmi, s katerimi se tudi drugače ujameš, je luštno, vse posod. Če pa je ena zgaga vmes, je pa zoprno, ampak je, kar se razumemo, tako da ni tega problema. Glejte, zjutraj smo se zbrali dol v jedilnici, pol nekaj nas je bilo par besed prebralo, drugi so poslušali, peli so, voščili so nam. Kar pestro je bilo, kar pestro je bilo. Glejte, kako ste včasih praznovali dan žena? Ja, jaz vem slabo, bolj tako,
Jaz sem bil na špediciji, sem vozil, nisem bil nikoli doma. Se pravi, 25 let, ko sem vozil, redko kdaj, da sem bil doma, si vse to, taki prazniki so se dogajali, kako so se dogajali, če sem kaj odnesel, sem, ampak kaj dost nisem imel pogleda v to, ker kabina pa smo letali po celi Evropi. Sem delala v gostinstvu, sem se kar bala tega dneva, je bilo, ker je bila velika restauracija in bilo kar okupirano vse. Mi smo imeli veliko dela, žene so kar dobro praznovale. Nam so pa v podjetju prištimali, da smo imeli posebej praznovanje. Dobili smo rožico, pa smo imeli pogostitev, malo plesa, je bilo kar luštno. Spomnim se pa tudi, kako je mama naša praznovala, so se žene kar zbirale v vasi, jaz sem na vasi živela, so se kar zbirale in so bile kar aktivne. 8. marcu si kaj spekle, pa so si gostijo naredile. Vesela sem pa bila, ko je hčerka v šolo hodila, da je prinesla kakšno voščilo, kaj je sama naredila, kakšno rožico. Zelo me je razvitila rožica. Pol pa vnuki so tudi vedno kaj naredili s svojim rokam in rožico to je bilo obvezno, da so prinesli domov. Tako da bilo kar pestro. Verjetno, da je danes malo več poudarka, ko je bilo včasih, da se ljudje ozaveščamo, ne, vsi skupaj, da je le tudi ženska neki pomen. Sej ne moramo nikakor nobenem pogledu brez nje, ne. Samo ni več tako tistega rajanja, ko je bilo včasih. Tistega pa ni bilo. Tudi med vašimi zaposlenimi prevladujejo ženske. Ali ob dnevu žena tudi za njih pripravljate kakšno malenkost, kakšno pozornost? Res je, zgleda, da nas je več žensk ali pa se samo na ta dan pogovarjamo več o ženskah. Tako med stanovalkami kot med zaposlenimi prevladujejo ženske. Nas je na današnji dan 118 zaposlenih, od tega je 107 žensk. Tudi vse svoje sodelavke smo posladkali pri malici z prav posebno sladico, na vrhu katere je še rožica, tako da bodo vedele, da je danes praznik. Vsi naši zaposleni, in ženske in moški, velikokrat svoje osebno življenje usklajujejo z delom, ki ga opravljajo. Popolnoma iz lastne izkušnje, namreč tudi moji 2 hčeri delata v zdravstvu, vem, da je to zelo težek poklic. Kot mati sem poskušala celo vplivati z besedami, ko bodo vsi doma, boste vidve v službi, ampak nisem bila uspešna, ste izbrali ta poklic. Tako da verjetno je beseda poklic, da si poklican, da nekaj delaš, res ta lepa slovenska beseda, ki te kliče, da nekaj delaš in ti potem to ni težko. Čeprav potrebno je pa veliko prilagajanja in veliko usklajevanja, ne samo osebnega, ampak tudi celotne družine, partnerjev, otrok, kajti velikokrat so načrti narejeni, pa jih spremenimo ravno z enim telefonskim klicom, ki pomeni, da domače življenje, domače aktivnosti prestavljamo na en drug čas, zaradi tega, ker je v službi potreba po delu. Kako pa sami osebno gledate na današnji praznik? Ga tudi vi danes morda doživljate drugače, kot ste ga nekoč? Ga, popolnoma drugače. Za mano je že kar nekaj let. Moj oče je bil deček rojen malo pred vojno in v tistem času so na 8. marec gledali čisto drugače, kot gleda danes en otrok na 8. marec. Dejansko sta ga oče in mama praznovala in tudi jaz sem bila vzgojena v tem, da je to dan žena, ki se vedno obeleži s cvetom. Potem normalno, ko sem malo odrasla, sem čakala, da ta cvet več ne dobim od očeta, sem ga želela od fanta. Čez čas sem pravzaprav pozabila imeti nek oseben odnos do praznika, ker to v času, v katerem sem jaz odraščala, niti ni bilo potrebno. Jaz nisem imela kršenih nobenih tistih pravic, zaradi katerih se je pravzaprav 8. marec začel praznovati. Živela sem v nekem lagodju in sem ta dan doživljala zgolj kot praznik. Kot mati sem čutila odgovornost, da predam kljub vsemu pomen praznika naprej, zato sem bila zelo stroga, da je na ta dan od malega so se kupili v naši hiši 3 cvetovi vedno, za obe hčere in zame, tako da smo ta praznik peljali naprej. V sedanjem času ga pač doživljam drugače.
Življenje se je zelo spremenilo, tempo življenja se je zelo spremenil za ženske in za moške. Mogoče bi rekla, da v mojem okolju delovnem, kjer prevladuje svet žensk, tako kot sem prej povedala, koliko nas je, ni tega rivalstva med ženskami in med moškimi. Tako da, če me vprašate, ali se je bilo meni težje uveljaviti v delovnem okolju kot moškim, je moj odgovor ne. Ker pri nas smo ženske, mogoče od tu naprej tudi več posluha za nekatere stvari, ki bi bile v moških kolektivih drugačne. Plača je enaka za moškega in za žensko, delovni čas je enak za moškega in za žensko. In ne morem reči, da mi je bilo kot ženski teže, kot če bi bila moški. Težko je edino iz tega, s čimer sem prej nagovorila stanovalce, da moški naredi hišo, žena naredi dom. In v našem poklicu je velikokrat delati dom z odsotnostjo mame veliko težje, kot če prideš domov vsak dan ob 2 in potem imaš na razpolago svoj čas za potrebe otrok, za njihovo šolo in za vse, kar je potrebno. Vam je bilo zato težko usklajevati družinsko in poklicno življenje? Ne. Iz mojega delovnega mesta ne. Zavedam pa se, da je to mojim sodelavkam, ki delajo dopoldne, popoldne, v nočnem času, veliko težje kot meni. Ravno tako so imele one majhne otroke, ravno tako so imele one prvošolčke, bolne otroke, tako da za njih je res velikokrat težje. Ste sicer že vrsto let direktorica Krškega doma upokojencev. Ja, v domu sem v službi že celih 23 let, od tega sem 12 leto zdaj, imam mandat direktorja. Želim pustiti neko sled, manj v zidovih, kot v tem, da je kultura bivanja za stanovalce in za zaposlene tukaj drugačna. Želim, da res postanemo dom in prostor, kjer se čutimo varni. Kakšno je danes stanje starostnic, ne le vaših stanovalk, ampak na splošno, kaj opažate? V prvi vrsti se je spremenilo to, da je doživetost veliko daljša, kot je bila včasih. Življenjska doba se daljša, s tem pa se ne veča vedno kvaliteta življenja. Na eni strani je tu vpliv tega, da so zadnja leta mogoče ljudem dana zgolj za uporabo nekega bivanja v instituciji ali pa doma in ob uporabi zdravil. Je pa res, da se nekateri zadnjih let niti ne zavedajo veliko. S to starostjo, ki jo ljudje doživljajo, pa se mi zdi, da je kvaliteta življenja zelo narasla in da je celotna družba k temu doprinesla. Včasih so bili starostniki veliko bolj porinjeni na rob, kot so danes, sploh ženske. Ženska je velikokrat obsedela ob nekem štedilniku, ostala, ne bodi ga treba skoraj, če ni imela sreče, da je imela, mnogokrat tako povejo naše stanovalke, da je ostala doma hčera, ki se je poročila. Pravijo, je bilo še zdržno. Če je bil doma sin in druga ženska, je bilo velikokrat mnogo slabše. Tudi otrok včasih niso vzgajali v taki strpnosti in s takim posluhom za medgeneracijsko druženje, sodelovanje, pogovori kot zdaj. Tako da mislim, da je zdaj starostnicam bistveno lažje, kot jim je bilo nekoč. Večina jih zelo pogreša, ker je daljša življenjska doba pri ženskah kot pri moških, večina jih zelo pogreša svoje partnerje. Moram pa biti iskrena, da mnoge pa rečejo tudi, da jim je včasih lepše sedaj, ko so same, kot prej, ko je bil živ še mož. To pa tudi izvira iz tega, da je velikokrat v zadnjih letih življenja prisotna bolezen in da je marsikdaj ženska v pozni starosti skoraj medicinska sestra doma možu, ki jo potrebuje. Kakšna družba smo sicer do starostnikov, nekaj ste sicer že povedali, no, ampak kako bi po vašem mnenju morali preživeti jesen življenja? Mislim, da bi se morali prej začeti pripravljati na starost. Vsak posameznik in tudi kot družba. Zelo veliko je bilo narejenega na tem področju. Mi redno sodelujemo z vrtci, z osnovnimi šolami, srednjimi šolami. Pri nas se lahko trudimo še s takšno prireditvijo, lahko bi ne vem kdo prišel v dom, pa je to nič v primerjavi z
1 uro, ko pride v vrtec, ko pride v dom na obisk vrtec. Ko stari ljudje vidijo male otroke, jim zaigra srce in to je vidno v njihovih očeh. Mislim, da je ta medgeneracijska povezava zelo pomembna. Na eni strani za srečo pri starostnikih, na drugi strani pa tudi zato, da od otrok naprej začnemo govoriti o tem, da je starost del življenja, da ni tisti del, o katerem se ne smemo pogovarjati, da ni to jesen življenja, za katero nikoli ne vemo, kdaj nastopi. Po nekih kriterijih bom jaz imela čez ne zelo veliko let pogoj za to, da bom tukaj postala stanovalka. Ampak jaz se ne počutim staro. Kdaj se jesen življenja začne, kdaj se o tem začnemo pogovarjati, je zelo pomembno. In mislim, da se začenimo o tem pogovarjati prepozno. Veliko govorimo sedaj o tem, da bo starostnikom bolje. Ne vemo, če bo res, ne vemo, kaj nam prinaša zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je sprejet, ni sprejetih še vseh pravilnikov, ki bodo opredeljevali te pravice. Na drugi strani pa mislim, da je tako veliko že narejenega, od pomoči na domu, od tega, da Rdeči križ po vsaki krajevni skupnosti že sodeluje in skrbi za starostnike, društva upokojencev skrbijo za starostnike, institucionalno varstvo, patronažna služba, da skoraj z gotovostjo lahko rečem, da ni starostnikom danes slabo. Res pa je, da je vedno kdo, ki je odrinjen tako na stranski tir, da ga ne najdemo in da niti ne pove. In mislim, da dejansko so pomoči potrebni tisti, ki tega ne povedo in za njih ne vemo, dokler jih ne najde ali centra za socialno delo ali dobri sosedje, ki na to opozorijo, da za njih poskrbimo. No, za izboljšave je prostora vsekakor še dovolj. S čim bi morali začeti ne le pristojni, ampak vsi mi, družba kot taka, pravzaprav, da bi stanje premaknili v neko boljšo smer? Mogoče samo s tem, da bi si vzeli čas in prisluhnili. Vse se dogaja prehitro že za nas mlade, za starejše ljudi nasploh. Starejšemu človeku ne moreš pristopiti in reči, dober dan, kako ste. Njega moraš pozdraviti, nagovoriti, ga vprašati in biti pripravljen poslušati, kako je. Ne bo v prvem stavku povedal, kako je. In če nas v resnici bo zanimalo in če bomo v resnici želeli kaj za njih narediti, jim bomo morali prisluhniti. Z nobeno anketo ne bomo ugotovili, kaj njim manjka, da jih bomo spraševali, ali imate to, kako ste zadovoljni s tem, kaj bi si še želeli. Skozi pogovor bomo lahko izluščili, ko nas bo v resnici zanimalo, česa si želijo in kaj pogrešajo. Tako na tej točki pa tudi zaključujeva ta pogovor. Najlepša hvala za to, da ste se odzvali. Hvala vam in vedno dobrodošli. Hvala.